Slovenska gluha košarkaška reprezentanca je na 10. evropskem prvenstvu gluhih osvojila zlato medaljo, potem ko je v finalu premagala Litvo z 71-66. Evropski prvaki so tako postali že drugič, z odličjem pa so si poleg evropskega pokala priigrali tudi vstopnico na olimpijske igre gluhih, ki bodo leta 2013 v Bolgariji. Minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport dr. Žiga Turk je evropske košarkaške prvake povabil na slovesni sprejem, ki je bil v sredo 25. julija 2012 v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Evropski prvaki so s priigranim odličjem precej presegli želje pred odhodom na prvenstvo, ko so merili na vsaj 5. mesto. V slovenski ekipi je bil ponovno najboljši strelec Saša Lukić, sledila sta mu Miha Jakovčič in Miha Zupan. Pod vodstvom selektorja Izidorja Križana in pomočnika Bogdana Tanasića so slovensko zastavo zastopali še Damjan Šebjan, Blaž Urh, Luka Žabot, Jano Rešnik, Matic Makuc, Robert Vlah, Klemen Javornik, Šime Mrša in Peter Ranković. V svoji sredini imamo Miha Zupana, ki je bil leta 2010 izbran za najboljšega gluhega košarkaša na svetu in pa tudi najboljšega gluhega športnika nasploh. Anton Petrič je na sprejemu pri ministru Turku izpostavil, da je slovenska gluha košarkaška reprezentanca tudi v preteklosti na velikih tekmovanjih osvojila številna odličja. Evropski prvaki so prvič postali leta 2004 na Evropskem prvenstvu v Ljubljani, čez 4 leta pa so bili srebrni na Evropskem prvenstvu v Bambergu, za kar so prejeli tudi Bloudkovo priznanje. Sicer so že leta 1996 osvojili prvo bronasto medaljo v kolektivnem športu v samostojni Sloveniji. Na svetovnem prvenstvu leta 2002 so bili tretji, na olimpijskih igrah gluhih leta 2001 in 2005 pa drugi. Športniki in radi bi upozorili na dejstvo, da Republika Slovenija do zdaj še ni priznala dosežka, da smo mi, gluhi košarkaši, prvi v Sloveniji osvojili medaljo v kolektivnem športu. Kljub vsem tem odmevnim uspehom pa gluhi športniki prejemajo premalo pozornosti in nobenih ugodnosti strani države. Na Hrvaškem so uredili to tako, da so v zakonu o športu predstavili tri stebre. Prvi steber je šport za invalide, šport invalide, drugi je šport gluhih in pa šport zdravih. In imajo to urejeno, kot 3 stebre, imajo hierarhijo narejeno in imajo tudi urejen sistem financiranja, sistem nagrajevanja, vse so to. Miha Zupan je izpostavil, da gluhi športniki nimajo enakih možnosti v primerjavi s polnočutnimi vrhunskimi športniki. Člani reprezentance morajo tako na primer za odhod na tekmovanja koristiti letni dopust, za osvojene medalje pa ne prejmejo nagrade. Dejstvo je, da je vaša reprezentanca že 20 let med zelo uspešnimi na najbolj elitnih tekmovanjih, kot je bilo povedano, 2 zlati medalji, 3 srebrne in 2 bronasti od leta 1996 naprej. To je verjetno v slovenskem merilu ena najbolj uspešnih reprezentanc. Škoda je, da vaši uspehi niso bolj odmevni, odzivni v javnosti. Televizija vaših tekem ne prenaša, radio, tiskani mediji jih le redko omenjajo. Ta odmaknjenost ni poštena do vašega truda, do vašega dela.
ker tudi s svojimi športnimi uspehi prenašate v svet dober glas o Sloveniji, prispevate k dvigu ugleda naše države. Od leta 2008 je tehtanje medalj na olimpijskih in paraolimpijskih igrah enakovredno. Vprašanje nagrad in ugodnosti za gluhe športnike za dosežene medalje in uspehe pa ostaja nerešeno, kakor tudi njihovo zaposlovanje. Minister Turk je obljubil, da se bo ministrstvo zavzemalo, da bo čim prej prišlo do pozitivnih rešitev.